9. in 10. oktobra 2014 je Laško gostilo 16. kongres izvajalcev računovodskih storitev. Za spremembo naziva letošnjega kongresa so se v GZS Zbornici računovodskih servisov odločili, ker želijo, da postane kongres mesto, kjer se bo srečevala celotna stroka. V 2 dneh so se na osrednjem letnem dogodku ZRS zvrstili številni ugledni predavatelji s predstavitvami najaktualnejših tem s področji, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Udeležence je prvi dan kongresa pozdravil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič. Dovolite, da kar na samem začetku čestitam za 16. odlično organizacijo, ki jo že na samem začetku tudi napričan sem vsi čutimo vaše izjemne predanosti tej organiziranosti in vas tudi pohvalim, da znotraj Gospodarske zbornice predstavljate enega najmočnejših lobijev slovenskega gospodarstva. Večerni del kongresa je potekal v slovesnem vzdušju. Uvodoma je udeležence nagovoril predsednik GZS Zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac, ki se je najprej zahvalil pokroviteljem dogodka. Moja naloga je tudi, da se zahvalim diamantnemu sponzorju, ki je to leto Nova Ljubljanska banka. Posebna zahvala gre pa seveda tudi našim platinastim sponzorjem, Bizi.si, Datalab, CDO, Telekom Slovenija DD in pa Mark.do. Nato so svečano podelili 17 certifikatov ZRS, strokovni vodja računovodskega servisa. Razglasili in že 7. pa so podelili tudi priznanja naj računovodski servis. Za leto 2014 so jih prejeli računovodski servisi Karmen d.o.o. iz Lukovice v kategoriji malih, Dafin d.o.o. iz Ribnice v kategoriji srednjih in Biro Bonus d.o.o. iz Ljubljane v kategoriji velikih. Predvsem je to priznanje za našo, kot sem rekla, ekipo sodelavcev. S tem tudi želimo na nek način diferencirati ta težak trg računovodskih servisov. V Sloveniji je, kot veste, zelo veliko računovodskih servisov in na nek način naše stranke, podjetniki zelo težko sami ločijo zrno od plevela, če se smem tako izraziti. Tako da ena taka priznanje, ena taka natečaj, kot je ta natečaj za najračunovodski servis, je po mojem mnenju ena izmed oblik tudi diferenciacije in promocije stroke, ki je v današnjem času na trgu računovodstva v Sloveniji zelo potrebna. Gospa direktorica je sicer danes odsotna, ampak ona pravi, da je zbrala ekipo, v kateri se prepleta modrost in izkušnje starejših z mladostno energijo in pa hitrejšo odzivnostjo mlajših. Ja, naša družba je res 3-krat zaporedoma postala zmagovalec v kategoriji malih servisov. Zdaj recept dejansko ga ni, ampak je pa to trdo delo. Zbornica je letos izvedla že 7. zbor za najračunovodski servis in ne da bi se ponavljal iz leta v leto, ampak menim, da z vsakim izborom dosežemo še večji nivo kvalitete, še večji nivo veselja med izbranimi računovodskimi servisi, ki zmagajo v teh kategorijah in resnično se veselimo tega, da je to, da dosega tisti pravi namen, se pravi, da poudarja kvaliteto naše stroke, naše računovodske dejavnosti in da tudi poslovno okolje zazna, kaj je dober računovodski servis. Kongres je zaključila olimpijska zmagovalka Petra Majdič, ki je udeležencem spregovorila o premagovanju ovir, iskanju notranje in zunanje motivacije ter gradnji močne ekipe, ki je potrebna za doseganje ciljev.